Drage gledalke in cenjeni gledalci, prisrčno pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Danes imamo za vas simpatično temo in tudi simpatična gosta. Govorili bomo o tem, kako je postati seveda najprej mladi očka in mlada mamica in potem še mladi dedek in mlada babica. V družinem studiu res prisrčno pozdravljam gospo Natašo Koražija in pa gospoda Igorja Gošteta. Živjo. Živjo, lep pozdrav, hvala, ker ste se odzvala vabilu. Nista par, ampak bosta povedala vsak s svojega vidika. Igor, če se strinjaš, dava prednost dami, in če se vi strinjate, mi smo se že domenili, da se kar tikamo in bo tako pogovor, upamo, bolj sproščen in dinamičen. Ja, seveda. Absolutno. Nataša, povej mi prosim, kako je postati mama nekje v začetku 20 let, pri 22 si povila prvo hčerko, sredi študijskega ali pa na začetku študijskega obdobja. Kako je bilo tedaj? Najprej šok. Čeprav, moram nekaj povedati. Jaz sem vedno si želela mlada imeti otroke. In sva tudi z zdaj možem, prej partnerjem, načrtovala, da ko bom jaz opravljala vse študijske obveznosti, recimo 4. letnik predavanj, da bi v absolventu pa že jaz imela pa dojenčka. No, in potem se je pač zgodilo, da nam je Božiček pač eno leto prej prinesel tega našega želenega dojenčka. Res je bil najprej šok, ker v bistvu ne pričakuješ, ne. Malo te preseneti vse skupaj, zavedaš se svojih obveznosti. No, vsaj jaz sem taka oseba, da sem se zavedla, da je treba študij dokončati. Poleg tega sem bila štipendistka Ministrstva za šolstvo in me je tudi potem malo skrbelo, joj, kaj če pa ne bi uspela, pa ta štipendija, pa vse te povezave potem s tem, ki za sabo potegnejo te zadeve. Ampak kar hitro sem se pa le s to vnesla, lepo doma povedala, malo smo se potem pač pohecali, ker sva z možem imela pa res datum poroke že nastavljen, 20. maj, takrat ima on rojstni dan, in jaz sem imela obleko in vse, ne, in potem se je pač zgodila naša nuša in smo to rekli na vrat na nos, takle januarja, nič, gremo mi tole prestaviti, smo potem v februarju uredili, sva se poročila, bil je krasen, čudovit, sončen dan. 20. maja, je pa tako deževalo, da je to bilo, mislim, nepopisno, res. Dobra izbira. Tako da dobra izbira, evo, in vse se je lepo išlo. Res, v bistvu jaz mislim, da če si ti odgovoren, če se zavedaš svojih obveznosti, potem prilagodiš zadeve, pa vse skupaj gre. Igor, ti si recimo temu Natašo še malce prehitel in sicer za kar 4 leta, pri 18 letih si že postal očka. Srednja šola, začetek zaposlitve, kaj se ti je takrat v življenju dogajalo, oziroma vama z ženo Mojco? Ja, zdaj, ne, če bi Mojco vprašal, bi rekla, sej bil že skoraj 19 let star, ne, ampak jaz rečem, ampak otroka sem pa delal še čist zgodaj 18 let star, ne, tako da, ja, jaz sem drugače septembra bil 19 let star, julija se je pa hčerka Lilijana rodila in tudi to ime je bilo zbran, ni bilo čisto naključno, ne. Moja mama si je vedno želela, ne, da bo najprej se rodil moj starejši brat Dušan, da bo pa te drug, da bom jaz punčka, ne, pa pač nisem bil in jaz ne bi bil Lilijana, ne. Tako da je moja hčerka Lilijana, sicer jo vsi Lili kličejo, ampak jaz se pa še kar Lilijana. Tako da seveda je bil to šok, ne, midva žena sva to, takrat, če nisem bila mož in žena, ko sva otroka delala, ne. Potem, ko je rodila, sva že bila in moram reči, da je bil to šok, ja, za mojo mamo kar precej, ne. Vem, da je, mi rečemo, peglala, likala, zdaj že bolj malo likajo, ne, ampak včasih se je pa to zelo redno delalo in ona je stala, jaz sem pa ponavadi sedel tam zdraven, čist po moško, ne, jaz nisem delal, ne, ampak sem sedel pa opazoval in sva klepetala, sem imela vedno pogovore in jaz pač povem, mam, ne, vedela je že, da hodim s Mojco, ne. Sem rekel, mama, veš, Mojca je pa noseča, ne. Se kar usedla na stol. Omedlela ni? Ni. Ja, pa se treba poženiti, ne. Ja, se rekel, seveda, in jaz sem šel potem kaj v Trbovlje, žena je iz Trbovlja. In potem se je začel, ne, in seveda so bili tudi jaz glih odrasel, nisem deloval tako na videz, ne,
bril se še nisem. Čeprav ne, marsikjer v Zasavju rečejo, ne, če imaš zgodaj otroka, da si prepozno šel iz postaje, iz vlaka na postajo dol. Meni se to ni zgodilo. Ne. To je bilo čisto načrtno. Jaz želel postati očka, imeti družino. Takrat si že delal? Ja, takrat sem že delal v finomehaniki. Seveda sem pol jaz ostal brez službe, žena, ki je bila noseča, je tudi ni dobila, ne, tako da je bilo kar težko od začetka. Kako sta potem urejala te pač osnovne gmotne stvari? Pravijo pa tudi najprej štalca, potem pa kravca. Torej, in če nisi osnovno preskrbljen, tudi štalco težko urejaš. Najprej sva bila v njenem kabinetu v Trbovljah, v taki sobici 2x3 metre, najina postelja, pa še potem zibka, pa potem otroška. 9 mesecev smo bili tam, ampak ko sem jaz tiste 3 mesece poskusne dobe naredil, ta finomehanika je že takrat propadala, sem jaz hitro najdel službo. Sej, če želiš najti službo, jo dobiš in takrat in tudi zdaj. Ne. In po mesecu pa pol sem že dobil. Vem pa, da je žena, ker je bila nezaposlena, takrat ni bilo tako en let porodniške, ne, je bilo to nekaj minimalnega, ne, tako da je šla, ki je bila hčerka stara, najina hčerka, mislim, da je 5,5, je šla že v službo, sreča bila moja mama doma, ne, da je malo pomirkala. Jaz sem pa na 3 izmene hodil, tako da sem tudi sam. In to je bilo zanimivo, ne. Jaz, ki sem šel velikrat na sprehod po Trbovljah, se še spomnim s tistim vozičkom, ne, in so rekli, to je pa tvoja sestrica, je pa drag, ne. In vem, da je mama tašča, zdaj že pokojna, lani umrla, ki so prijateljice hodile na kavico, ne, ko sva midva že imela otroka. In ja, koliko je pa star Igor, ne? 20, ne. Ona je si kar zlagala, da sem jaz že 20, ne. Sem rekel, ja, pa nisem 18, jaz sem bil ponosen, da sem 18, ne, da imam že otroka, ne, in je bilo to in me je potem brcala tam pod mizo, ne, ja, tako je, ne, 18, ne, ja, in je bilo zanimivo, seveda je bil pa potem drug šok, ne, ker sem pa jaz rekel, jaz bom šel pa pogledat, ne, kako se otrok rodi, ne, če že vem, kako se dela, ne, da bom pa videl, kako je to, ne, in je bilo to kar zanimivo, ne, jaz sem mislim takrat. Kar je bilo v tistih časih, torej koncem 70-ih let, nenavadno. Ja, vem, da so ženske rekle, tiste, ko so slišale mamine prijateljice, ne, da bo imeli tam v porodnišnici več dela z mano. Pa je bilo tako? Ne, sem bil kar dober, ne, celo so me tam nekatere, ko so tudi rojevale, klicale, ne, da jim ne pomagam, ne. Tako da nisem pomagal, ampak sem pa pripeljal kakšnega zdravnika, ne, kjer je rab, ne. Bilo je tako, no, kar težko je bilo, no, da ne 12 ur je trajalo, potem sem prišel domov, oziroma že vmes, ne, ampak ko dobiš otroka v roke, ne, to je res nekaj najlepšega, ampak se je rekel, jaz ne bom nobenega otroka več naredil, ne. Ampak sem pol še, ne. Ja. Nataša, kako ste se vidva s soprogom spopadali s ciljami in karibdami nastanitve in finančnih zadev v študentskih časih? Ja, mož je sicer že delal takrat. On je zaposlen v policiji, je delal kot policist, sva pa živela pri mojih starših. V trosobno stanovanje smo imeli pri nas doma in tako podobno kot pri Igorju, 2x3 metre, ena sobica, moja, iz katere smo nekako silom prilike izselili mojo sestro, ki hvala Bogu ni imela nič proti. Deložirali. Ja, ni imela nič proti, smo uredili v dnevni sobi tak en del, v glavnem res sam, da bo vse tako, kot mora biti. In potem seveda je potekala v času študija gradnja hiše, ne. Jaz, ko sem že rekla, imela sem to srečo, da sem bila štipendistka Ministrstva za šolstvo, imela sem precej visoko štipendijo, ker sem pač bila tudi dokaj uspešna študentka. Slovenistka. Ja, slovenistka, tako, ja. In tudi, ko je Igor rekel, sicer takrat še menda ni bilo teh starševskih dodatkov, ne, verjetno je tvoja Mojca, no, še ni verjetno dobivala, ali pač mogoče je že. Jaz sem dobila. Vem, da sem jaz dejansko potem, če sem skupaj seštela mojo štipendijo, pa ta starševski dodatek, da je meni to zneslo okoli slabih $100,000, no. Ampak to je bilo za tiste čase kar lepo. Ja, resno. In dejansko smo ves ta denar
pa še starši pomagali, ne, absolutno vlagali v hišo. Živeli v bistvu pri mojih starših na njihove stroške, ne, tisto, kar je bilo treba za otroka, ok, ne. Pa ni bilo v bistvu razsipništva, ni bilo, ne, ni šlo. Ne vem, pa vem, da se je potem tudi, sem se lotila kar vsakega možnega dela, recimo je bil takrat popis prebivalstva, pa sem se prijavila, pa sem šla to delati. Pa sem potem na Ljudski univerzi že kaj predavala, recimo, ko sem pol tudi, ne, učila, ko sem že diplomirala, recimo, da sem kaj vskočila. Skratka, ja, nisva lenarila nobeden, ne, res vsak po svoje, mož tudi tako kot pri Igorju, recimo nočne smene, popoldanske, dopoldanske. Jaz moram tu reči, da vsa čast moževemu komandirju takratnemu, no, zdaj se mu reče načelnik, ne. Res, on je imel pa tak posluh, jaz sem imela precej hude težave potem po porodu in težko sem k sebi prihajala, no, res nazaj, ker je pač bilo tako naporno in vse. In je bil zelo je bil razumevajoč, on je njega, dejansko ga je poslušal in mu je rekel, da kdaj rabiš, povej, bomo prilagodili tebi razpored. Res to, ne vem, meni je to bilo nekaj nepojmljivega, no. Tako da je bilo to zelo fina izkušnja, no, kar se tega tiče, drugače pa komaj smo čakali potem, da gremo res na svoje, ker otrok je rasel, ne. Šla je v vrtec, jaz sem potem šla v službo, tudi takoj, ko sem diplomirala, itak, ne. In smo potem vse sile napeli, da smo se res, potem, ko je bila Nuša stara 4 leta, mi selili v hišo. Moram pa povedati, da dobro, dobila sva kredit, mož ga je dobil, no, jaz tako nisem mogla, ker še ni bilo. In smo dejansko šli v zelo lepo urejeno hišo, no. Nuša je imela svojo sobo, kuhna, kopalnica, vse je bilo tako zavarovano, stopnišče z vsem tem, z ograjami, da nas ni bilo strah za otroka, ne. Ampak tako kot sem rekla, res ni bilo nobenega razsipništva, ni bilo dopustov, ni bilo nobenega luksuza, ne. To je bilo treba res vse sile napeti, pa recimo, ko sem jaz potem šla v službo, pa dobiš za 1 leto pogodbo, pa greš na banko, pa prosiš za tisti hitri kredit za 1 leto, pa s tistim spet nekaj narediš, ne. Tako da, na tak način smo se znašli, dokler pač potem nisem dobila tudi jaz službe za stalno, s tem, da smo še pa prej, potem preden sem jo dobila, še pa vseeno smo se odločili za enega otroka, ne, in smo pa še živo dobili, tako da smo sobice napolnili. Soprog ima 3 dame doma. Tako, res je, ja. Da gledalcem predstavimo še malce več konteksta vajnega poklicnega. Igor je publicist, novinar, kolumnist, voditelj spletnih oddaj, podobnih, recimo, pogovornih, kot je tale Reflektor. Nataša pa slovenistka, nekdanja učiteljica in zdaj že kar krepko desetletje direktorica knjižnice Rogaška Slatina. Tako je. Koliko so sodelovali ženini, moževi starši, kako sta se s taščama razumela? No, midva sva nekaj časa, kot sem dejal, pri ženinih starših živela v tistem majhnem kabinetu in potem je enkrat moj oče, rudar, ki je seveda iz sosednjega Zagorja, v Kisovcu smo bili doma, prihajal na obisk, enkrat tako med vrsticam videl, ne, da smo se pač drenjamo tam 3, ne, da je lahko eno stanovanje, to je bilo, to je 2x3, ne, da je lahko zrihta eno stanovanje, rudniško. Mogel sem dati eno prošnjo na rudnik, seveda me niso potem vzeli na rudnik, ampak sem pa lahko dobil stanovanje najemniško. Ampak to je bilo tako, ne, mi smo rekli cimer, ne, spalnica, kuhna, špajz, shramba in v tistem špajzu je bila urejena kopalnica, WC je bil pa po ganku skupno, ne, 2 ali pa 3 stranki skupno, dobro, midva sem imela svojega, ampak je bilo treba jeti po ganku ven, ne, in vem, da je včasih pozimi, ki je to zamrzlo, ne, si potegnil vodo in ni šlo, ne, malo tople vode potem in je šlo, ne. Tako da jaz sem potem, seveda je bilo skromno, ne, zdaj midva nisva nikoli imela nobenih otroških dodatkov, ne, to je bilo recimo hčerka se 83. leta rodila, jaz sem šel potem 87. ko še ni bilo sina, 86. 87. v vojsko,
Sicer sem se verjetno tem lokalnemu, tistemu, ko nas je pošiljal v vojsko, malce smilo, ne, pač imaš že otroka, ne, in me je dal v Ljubljano, Šentvid, Škofove zavode. Tega sicer nismo vedeli, da je bilo tukaj virsko povezano s to kasarno, ampak bolj, da je bilo tam zbirno taborišče za potem v nemška taborišča. Je bilo pa po vojni tudi kaj drugega za te povojna morišča. Tako da je zanimiva kasarna, takrat je bila kasarna Borisa Kidriča, ne. Potem kasneje smo seveda izvedeli, ne, da je bilo to Škofovi zavodi, ne. No in jaz sem bil tam seveda tudi malo popularen, ne, ker sem bil kar dosti mlad že, ne, pa očka, ne, tudi včasih je hčerka, ki so prišli na obisk, lahko prišla kasarno si pogledat, ne. In sem imel malo privilegije, ne, tako da sem... Kaj so kaj spraševali sovojaki? Ja, tako, malo se mi je čudno zdaj, ne. Ti oficirji, častniki, sem imel pa občutek, ne, da se malo smilam, ne, in so mi dali velikrat te vikend odhode, izlaske so rekli, ne, domov, oziroma niso mi dali za domov, ne, za Ljubljani, 20 km nekje. In vem, da mi je, potem, ko sem nazaj prišel, je rekel, vse vem, da si pobegnil domov, ne. Jaz nisem, ne. Vem, da lažeš, ampak če te bom dobil, ne boš več šel, ne, tako da. Ampak jaz sem bil v 365 dneh 108 dni doma, ne, tako da. Čestitke. Ja, ampak brez izpita, ne, takrat še nisem imela ne avtomobila, ne. 6 let, ko se je sin rodil, sem šel jaz izpit delati in to je bilo tudi zanimivo, ne. Midva sva slamco vlekla, ne, in k sreči, ne, sem jaz potegnil, ne, tako da imam jaz avto, ne, žena ga še kar nima, ne, še kar na voz, tako da nisem imel nobenega vesela. In mi smo hodili na morje veliko, na dopuste. Vem, da je v rukzaku hčerkica celo kahlico nosila, ne, ker ni bilo, ne, pa kovčke pa smo šli, ne, na Krke, pa kamor pač smo šli. Tako da je bilo je skromno. Vem pa tudi v tistem času, ko sem bil v vojski, mislim, da je bilo ne 1 dinar, ampak pol dinarja je imela žena preveč, pa ni kot ekonomski tehnik v zdravstvenem domu ni glih zaslužila, ne, zelo veliko, ne, tako da ni bilo nikoli nobene doklade, ne. Ampak vse ti niti iskali nismo, ne, zdaj se bistveno več kofetka, ne, kot se včasih, ne, niti nismo glih v gostilne hodili, ne, tudi mamice z vozički ponavadi, ne, še tiste vozičke, bolj, ko si pri nas dobil, so bili bolj tak, ne, včasih ga je kdo prišvercil čez mejo, iz Trsta je pa Pliberka, ne, da si dobil kakšnega boljšega, drugače so bili pa, ne vem, tak bolj, ne, slabi, ne. So bile drugačne razmere, ampak se mi zdi, da smo bili več skupaj, ne. Ni bilo teh elektronskih naprav, ne. Tudi televizije, ni bilo tudi programov, tako da smo se kar veliko družili, ne. Če pa je že bil program, ga je bilo treba ne z daljincem, ampak neposredno pri televizorju. Pa na streho anteno slikati, ne. Tako, ali pa včasih še s kakšno metlo. Nataša? Ja, pri nas je bilo pa v bistvu, hvala Bogu, takrat za taščo, ki je bila že v pokoju, ko se je naša Nuša rodila, da je res, ona je bila varuška glavna takrat za ta-malo. Tako po moja mama, recimo. No, ne, recimo, ona je bila takrat že v pokoju in je res, ko sem jaz imela izpite, ko sem imela obveznosti, je največkrat bila ona tista, ki je Nušo prevzela. Na srečo, kar se tega tiče, Nuša ni bila odvisna od mene, kar se tiče prehranjevanja. Recimo, to je bila tudi takrat ena, bom rekla, prednost, no, čeprav ni fajn rečejo, ne, je boljše, da otroka pač dojiš, ampak okej, ni šlo, ne, kaj zdaj. In je bilo to res po eni strani čisto okej. Ona je prišla recimo dopoldan, ko smo se mi dve uredile, poštimale vse, je prišla ona po njo okoli 10, ob 3 jo je pa mami pripeljala nazaj, ker je, obe sta pa delali v steklarni in moja mami in tašča, in živela je tašča tam zraven steklarne, takoj v tistem njihovem bloku. Tako da je res, sem to imela poskrbljeno, če je kdaj bilo pa kaj izrednega, je pa seveda tudi moja mami vzela dopust, ati moj je vzel dopust, ne. Tast je zidar, je veliko na naši hiši delal, tako da smo nekako res vse, nekako smo uporabili, vse te vire, ki so se dali, ne.
In tudi potem preživi, recimo, ker sem pa preživi še magisterij pisala, izpite sem naredila prav takoj, potem po zaključenem študiju. Potem naloge je vzela malo več časa, pa je potem tudi v času druge porodniške, je pa že moja mami doma tudi že v pokoju, ati sicer še ne, ampak smo to spet malo, jaz se hecam, da sta naši dve taki nomadke, ne, da sta se selili v bistvu vedno, ampak meni je to, tako se mi zdi, dobro imajo delo, zato ker sta izredno samostojni, zelo hitro sta bili izredno samostojni, veliko sem jo naučila tudi s tem, recimo, ne, da imam jaz recimo tudi službo tako, ki moram zvečer nazaj, popoldne, zjutraj, to ni zdaj bilo, ne vem, vprašanje dela, še od 7 minut pa greš domov, niti slučajno, ne. In sta oni dve dokaj hitro potem tudi znali pripraviti si za jesti, dati prat, recimo perilo, ga obesiti, ne. In jaz to pravim, da vse v bistvu starši, mogoče mladi starši, nekako to bolj, nismo vseeno ne tako strašno zaščitniški v smislu, joj, sirote uboge naše, ne. Prigraj se. Ja, ne, točno, Niti treba. ne. In zdajle jaz vidim res, ne, koliko dejansko daš otroku na ta način, ne, da mu v bistvu vcepiš neke delovne navade, tudi gospodinjsko delo, recimo. To sploh ni bilo vprašanje, ko sem jaz rekla, ne vem, zdajle pa sobota, akcija ali pa petek popoldan, akcija, gremo, recimo, ti narediš to, jaz bom tole, 1, 2, 3, pa smo vsi recimo 4 poprijeli za delo, pa je bila hiša pospravljena, recimo, ne. Sej, veste, kak je pri otrocih, ni to zdaj glih 100% čisto, ampak je pa glavno, da vejo, da je to njuna obveznost, ne. In na ta način zdaj, danes lahko rečem, hvala Bogu, moji otroci lahko mirno in komodi živijo brez staršev. So sposobni, znajo in zmorejo. Tako da mi je to res, mogoče spet ena prednost, ne. So pa tašče, pa tašče, ne, pa mami moja, pa to, pa tast, atija žal več nimam, je umrl, ampak še vedno pa, ko je treba, zdaj bojo pa prišla na račun spet priprav vnuku. Kolikor ne bo pa babi mogla, ne. Si imela kdaj občutek, da kaj zamujaš? Ne. Žuranje in teh zadev. Mogoče jaz ne delujem tak navzven, ne. Vsi pravijo, da sem hiperaktivna, polna energije. Nikoli pa nisem jaz bila neki nočni tip taki za ponočevanje. Jaz sem vedno, to moja sestra mene vedno heca, ne. Ti si bila ona ta pridna, jaz pa ona ta žleht pri hiši, ne. Recimo res, ne vem, nisem čutila neke potrebe po non-stop nekem žuranju. Ja, saj sem šla ven s prijateljicami, tudi ni rečeno, da sem šla vedno takrat čez fantom, ne. Ampak, ne vem, meni je pač veliko pomenilo to, da si bom pač dokaj hitro ustvarila svoj dom, no. Pa da bomo tam na svojem, da bomo živeli in še vedno se potem s časoma lahko udeleževali kakih zabav in vsega tega z otročki ali pa brez, ne. Ampak še danes, recimo, ne, pri skoraj 45-ih, pa ni, jaz se smejim, ne, jaz ko se zvečer spomnim, da bi mogla zvečer zaradi hamice zrihtati, ne, bog ne daj. Mogoče v trenirke ostati. Točno, mogoče ravno zaradi tega, ker je tak tempo, ne, ker je res ubija tole, ne, mislim, cele dneve nekje na terenu, pa služba zahteva vseeno, mislim, taka služba zahteva celega človeka, ne 8 ur na dan, ampak dejansko 24/7. Ne, recimo včeraj je bila nedelja, pa smo nekaj snemali za 20. obletnico knjižnice. Noben te ne bo vprašal, če dobiš ti snemalca lahko v nedeljo, boš pa šel v nedeljo v službo, ne. In tak je, drugače pa ne, nisem. Jaz sem bila najbolj vesela, se se meni smejijo, najbolj sem bila vesela, ko so mi na vrtu zrasle lepe paprike, pa ko sem si doma okna pomila, pa mi je dišalo v hiši, pa sem si dala šopek rož na mizo, pa je to bil moj dom. Bolj od mladostniških zabav. Ja, res. Igor, ko si ti postal očka, si imel obetavno nogometno kariero, delal si, recimo fantje, verjetno tvoji vrstniki so hodili ven na pijače, zabave. Ja, jaz sem imel mogoče eno srečo v nesreči, ne. Na svoji fantušni sem se jaz kar pošteno napil in ne počnite tega doma. Ampak ja, jaz potem od tistega dneva, ne, to je že zdaj 40 let, nisem poskusil alkohola, ne. Saj tudi prej nisem glih velik, ne, pa tudi takrat nisem tukaj velik, sam hitro se me je prijel in vem, da sem se zjutraj zbudil in me je nekaj tega sprednjega zoba manjkalo, ne, solze, ne.
Rekel, evo, ne bom več alkohola in to je to, ne. Jaz sem ves čas igral nogomet, takrat še tudi s smučarskimi skoki ukvarjal in glede na to, da sem imel doma družino, ne, sem jaz po treningu šel domov, po tekmah sem šel domov. Je pa res, potem, ko je hčerka odrasla, pa tudi potem, ko je sin odrasel, ko je recimo star 2 leti, so skozi z mano hodili na tekme, ne, smo šli z avtobusom, takrat smo bili ta Kisovec, Svoboda, ne, smo bili celo v drugi slovenski ligi, ne, in smo po celi Sloveniji hodili, smo imeli to mi družinske izlete, ne, tako da smo bili veliko skupaj, je pa res, ne. Jaz imam srečo, da sem moški, ne, ker mamice, ne, pač meni je bilo dano, ne, da sem šel 4-krat na teden na trening, pa še tekma, pa še mali fuzbal, pa še kaj drugega, ne. Mojca, ne, žena je pa podpirala potem res 3 vogale. Ni imela tukaj prostega časa, ko sem ga imel jaz, ne, tako da kapa dol. Kako si se pa njej posvetil? Kako si se odkupil? Ja, jaz sem bolj tako igračka, ne, jaz se zelo rad igram, ne, in jaz, ko sem videl, da ima žena kak del doma, ne, sem jaz otroka vzel in smo šli mi, ne, na dogodivščine, ne, po bližnjih gozdovih, pri nam jih je veliko, raziskovati po teh rudarskih površinah nekdanjih, ne, in smo raziskovali svet, ne, je pa res, ne, so včasih otroci rekli moji, pa tudi zdaj vnuki, da jaz naredim iz muhe slona, ne, ne, kaj je to, ne, in je zanimivo, ne, raziskujemo vse tiste predele in sem takrat to delal in tudi zdaj, tiste gospodinjska pravila pa drugim pustim. So se pa otroci naučili, ne, saj smo imeli skupne akcije. Iz muhe delati slona ali kaj drugega? Ja, recimo počistiti za zboj, ne, igračke pa tako naprej, ne, to pa, ne. Je pa res veliko ob igrah, ne, ker takrat mi smo imeli srečo, ne, moja generacija je odraščala brez teh pametnih tehnologij, ne, zdaj vidim, ne samo otroci, tudi odrasli, ne, imamo mobitele kar naprej v rokih, tablice, ne, in tega takrat ni bilo, ne, in smo bili bolj drug z drugim in smo bili vzuni. Kateri nasvet vama je šel najbolj na živce? Recimo top 3 stvari, ki vama je bilo najbolj grozno jih slišati od, ne vem, starejših ali pa staršev, starih staršev, tašče. Takrat, kar se mene tiče, ne, ko vem, ko se je hčerka rodila, seveda ne veš, neki ti zdravniki povejo, neki patronažna sestra, seveda neki pa tudi starši. Ampak tiste 20 let staro, ne, in pol ne veš, kaj je, pustiti, da se otrok joka, ali ne, ali ga pestvati, a potem bo scrklan, pa tako naprej. Tako da, jaz mislim, da te otroci učijo. Če znaš prisluhniti, če gledaš s srcem, saj veš, kaj je treba narediti, ne. Ko je treba k zdravniku peljati, pač pelješ, ne. Od začetka je panika malo večja, ne, potem pa tudi vidiš, da če imajo vročine, da se da to tudi kaj pomagati, ne, če imajo po trebuhu šraufa, se tudi da kaj pomagati, ne, če pa kaj hujšega, ne, je pa tako zdravstvena ustanova, kaj blizu, si greš pomagati. Tako da teh nasvetov, ne, počasi je tako, čez en ušes noter, čez drug pa ven. Moški smo pa že sploh tak, ne, saj jaz, ne. Pa jaz se jih pa v bistvu sploh ne spomnim, da bi nekdo recimo bil prav, kako bi rekel, vsiljiv z nekimi nasveti. Ne vem, tako kot je Igor rekel, sej fajn je, da imaš nekoga izkušenega, ko ti zna recimo povedati, ne. Recimo, ne vem, probaj še to, probaj še ono. Drugače pa, kaj pa jaz vem, moram reči, da sta bili moji dve zelo zdravi dojenčici. Nekih težav, res nismo imeli z njima, bili sta zelo hitro, bom rekla, sta napredovali. Prav res se ne spomnim, da bi kdo nekaj prav posebej želel vsiljevati, no. Tako kot je rekel Igor, saj vidiš, otroka čutiš, on čuti tebe, ti potem dejansko res že s časoma, veš, mogoče je prvi mesec najbolj hudo, ko si še kot mamica, recimo, ko še te vse boli, pa se tisto privajaš na materinstvo, pa na to prehranjevanje, pa tisti ritem, pa tisto zbujanje po noči, ampak
ne vem, pri nas je to kar steklo. Res, tako da nihče ni bil, da bi mi recimo, res, jaz sem bila hvaležna za vse take zdrave nasvete, no bom rekla, ko jih vseeno babice znajo, res moram pohvaliti, nobena ni bila vsiljiva s kakršnimi koli nasveti. Mogoče je bilo malo, bom rekla, ne malo, kar precej dobro, da smo živeli pri mojih starših, oziroma pač pri starih starših, no, ker je naša, ta starejša damica, se pravi Nuša, naša novopečena mamica, se pri 3 mesecih odločila, da ne bo jedla več mleka. In mi smo probali vse možne pripravke, ne, kaj otroku dati pri 3 mesecih. Ne. To ni bilo normalno več, mislim, pa nekaj otroku moraš dati jesti. Ne. Še sam pediater ni vedel, kako bi to sfurali. In pa smo mi poskušali pri 3-4 mesecih, bom rekla, počasi skuhati malo korenčka, pa cvetače. Pa mami rekla, pa daj probajmo, vse bomo videli, ne. In je pol ona to začela in je pri pol leta jedla fižolovo juho, mislim, čisto tako nič ni bilo, ne, se pravim. Nekdo bi zdaj, v današnjih časih, ne, bi to nekdo znorel, ne, da bi rekel, pa kaj, ta babica, tu nekaj pametna, pa več babic kila vodete rečejo, ne. Ampak, ne, res, jaz bom rekla, da tako lepo izkušnjo imam iz tega zgodnjega starševstva, no, nobenih nekih hudih pretresov. No, to tudi v mojem primeru, ne. Pa nekaj, ne, jaz zdaj spremljam to, ne, zdaj je toliko teh Google strokovnjakov, ne, in teh motečih faktorjev mi pač nismo imeli. Točno to, ja. Meni veš včasih boljše, ne. Lahko to nasploh za vse teme razširimo, od covida do ukrajinske vojne. Tako, do nogometu, vsi smo trenerji. Tako, vsi obvladamo zadeve. Tako da zdaj je verjetno več teh motečih faktorjev, pa teh raznih nasvetov, sploh če si dojemljiv, kot takrat, ne. Vse starejši so ti kje svetovali, ne, kako je boljš, ne, ampak delo si pa po svoje, kako si po svoje veste, ne. In če se niso vtikali, hvala Bogu, ne, pri nam se niso, ne. Pri nas tudi ne. Obe, ne. Obe tašča, pa obe mame, ne. Tako, pri nas tudi ne. Je pa res tako, Igor, kot si rekel, tole zdaj včasih na Facebooku, kako skupino, ne vem, zaslediš, ne, ono mamice, čvekajo mamice, ono jaz si mislim, o moj Bog, res si mislim, ker to, mislim, kakšne neumnosti. Pa ne govorim zdaj samo o recimo tem, kako otroka pravilno nahraniti, kako uvesti mu pravilni spalni ritem. Vsak otrok je individuum za sebe, ne, vsak si bo naredil nek svoj ritem. Do teh bedarij, kakšne podplate podplate na čevljih morajo imeti copatki, kakšne barve štrampeljc naj imajo vrtec, mislim, to je meni je groza, mene skrbi, res me skrbi za te mamice zdajšnjega časa, kaj bojo naredile iz svojih otrok. Ja, in potem meni je to res grozno. Se opravičujem. Potem pa ena majčkeno drugače napiše, kot recimo misli večinsko prepričane in potem se usuje spletni pogrom nad njo, kaj se pa greš, nisi normalna. To se mi zdi neka splošna bolezen. Smo se malo pogovarjali, ne, ampak vse, ki je veliko, pa tudi ne. Pa tisto, ko si šel res, če si šel na kofetkat, ne, ma to je bilo, jaz recimo vem, srečal si kakšno mamico, si se mogoče kje ustavil na kakem sokecu, pa si pa že nekaj šibal vsak po svoje, neke obveznosti. Pisati diplomsko. No, recimo jaz pač učitelj pa pisati diplomsko, ne. Zdaj pa imajo to, mislim, saj super, jaz pravim, naj uživajo, zato je porodniška, meni je to čisto lepo prav. Mi pač tega, žal, ali pa mogoče na srečo, ne, nismo bili deležni. Je pa res, ko si prej dejal, če se kaj spremeni v življenju. Seveda se, ne. Jaz, glede na to, tudi žena pa takrat še ni bila 20 let stara, jaz sem bil 18 še in seveda bila je 20, no, tako, jaz pa 18 še. In se spremeni, ne, ker ni veliko takih mladih družin, da bi se ti družil, ne, in midva sva en kup enih ljudi izgubila, ne. Jaz svoje prijatelje, sošolce, ne, ki še niso imeli družino, ne, ker ko imaš enkrat družino, so čist druge prioritete, ne. Potem jaz nisem s tistimi prijatelji se pogovarjal, kam bomo šli lumpat, ne, ker se ti je šlo, da čim prej domov prideš, da poskrbiš za družino, da si skupaj, ker je bilo treba kurjavo zrihtati, ne, pri nam v našem primeru premog, ne, drva, pa tako naprej. Pa tudi njive smo imeli takrat vsi, ne, saj v našem koncu vrtove, ne, zdaj se spet malo vrača nazaj, vidim, ne, pa tako smo kar veliko doma predelali, ne, tako da, ko zdaj gledam,
pa planice so bile še tiste ta navadne, ne, ki je bilo treba prati pa likati, ne, zdaj potem, bog, smo rekli, je prišla nova, ne, tista menlje, ki se ne vem, kaj so bile, ne, pampers, ne vem. Ampak to je bilo res čez kam šov, ne, da ni bilo treba ti sabo nositi. Tako da, ampak vse, ne, časa je bilo veliko drug za drugega, ne. Zdaj se mi pa zdi, da je ta tempo življenja ratal malce bolj hiter in tudi, ko zdaj spremljam svoje otroke, ko imajo svoje otroke, ne, je tempo življenja tako hiter, da jaz bi ga kar malce upočasno dal nazaj v prvo. Marsikdo. Mladi očka, mladi dedek. Že pri 43 letih si lahko pestoval. Jaz sem hčerki rekel, ne, če bi ona malo pohtela, bi jaz tako bil pri 38 ali pa. Ampak ni, ne, čeprav je kar dosti zgodaj imela, ne. Ja, tako da sem bil 43 let čez star. Ja, to je bilo kar zanimivo, ne. Se spomnim, ko je povedala, točno vem, kje smo sedeli, ne. Tudi, če nista bila poročena, ne, ampak sta začela, ne, eni gostilni. Mož od nje zdaj, ne, da se bo pa poročila, a je, ja, ne, in je bilo tako in potem smo šli pač poročno kupovati mičken večjo, ne, ker je bilo tako na pol, ki je bilo pred nama in seveda to je pač čisto en poseben občutek, se mi zdi, takrat se po mojem niti še zavedal nisem, da otroka dobivam, ne. Sicer ko se je rojeval, sem videl, da to ni kar hec, ne. Ampak bistveno manj me je skrbel, kot potem, ko je hčerka rojevala, ne. Torej pri svojem otroku te bistveno manj skrbel. Takrat, po mojem, se kot pri vnuku. Kot pa potem, ne, ker malo sem že vedel, kaj se lahko vse zgodi, sem izkušen, ne. In potem je pa bilo to, ne, in se spomnim, smo čakali in je nogometna tekma, sin je takrat še igral pri Zagorju in smo bili in je šel helikopter čez igrišče, vsi smo mislili, tole pa iz trboveljske bolnišnice nekaj nujenega, ker je bila že hčerka v porodnišnici, ne, tole pa bo nekaj, no, ampak ni bilo, ne, čeprav je bil težek porod, ker hudo, ampak seveda potem, ko pride prvi vnuk, ne, se mi zdi, da pa to spet čisto ena druga dimenzija, ne. Kakšna? Ni tuj. Ja, sploh ne veš v bistvu. Ne vem, ne vem, fajn. Kako si hčerki dal svoje očetovske nasvete glede vnuka, recimo? Nič kaj, da bi kaj velik, ne. Mogoče, niti ne, jaz sploh ne vem. Jaz rad dajem nasvete, ampak pri tem, pri vzgoji, pa to glih ne. Vem, jaz sem bil strog oče, bi marsikaj mislil, 18 let star pa strog, ne, mlad, še sam ne dorasel, ampak jaz sem bil tako, pri nam se je držali, sta tudi mogla ob tisti določeni uri domov priditi, ne. Tudi potem že, ko sta bila že dosti odrasla, ne vem, 18, dokler sta doma, je naš red, ne. In je bilo treba kar v pravi uri hoditi, pa seveda cel in brez kakih opojnih hlapov, ne. Je bil en red, ne, in ko pa zdaj, ko sem pa z vnuki, seveda, kako rečejo, ne sme ti kakati po tebi, ne, ampak vseeno si drugače gledaš, nisi toliko strog. Zdaj sem jaz predvsem tisti, ki povem, če me kaj vprašajo, jih kam peljem, gremo na sprehod, poleti velikokrat na bazen in jaz sem najbolj vesel, kadar vse 4 peljem, ne. Ampak mora biti pa to pravila, ne, to se ne sme v bazenu tekati, ne, ker kakor ti eden leti, potem tudi drug leti in potem je vse krvavo, ne, ker pade, ne, pa te drug, tako da te disciplina mora biti en dogovor. Pa tako je, ne, če imaš 4, pa če je tisti najmlajši star 4 leta in če reče, da gre na WC, pa da so oni tudi še mlajši, jih kar vse peleš s sabo, ne, da se ti ne bo vmes v tisti gužvi kdo zgubil, ne. Tako da se mi zdi veliko bolj, da me je tudi veliko bolj strah, da se bo meni kaj naredil, ne, takrat, ko jih jaz pazim, ne. Tako da mogoče sem bil pri svojih otrokih pa v tem primeru pa bolj popustljiv, ne.
so lahko tudi na kakšen drevo splezali. Ja. Zdaj pa ne to pri mamici delajo. Skakanja na glavo ni dedkovega takrat. Ne, zdaj ni to. Nisem je ena taka disciplina, ne, ampak predvsem je pa vsa igra. Skozi igro se mi zdi, da to, kar ji manjka. Ne. Ker kukarni igre so pa na mobitelu. Ne. Da, ampak je pa igra. Človek ne jezi se, je pa kartanje. Ne. Takrat pa dajo stran računalnik. Pa, tako da se da. Ne. Tako da tisto pravijo, da otroci ne grejo stran, ne grejo, če jih ne animiraš. Tako, ja. Nataša, tvoja izkustva kot babica so še zelo sveža. Ob času predvajanja tele oddaje bo verjetno Mateo star približno 2 meseca. Kako je imeti vnučka takrat, ko bi lahko še sama postala mama? Recimo? Ja, to je bilo smeha, že ko smo pač malo svetu obelodanili, da dobimo vnučka. Je bilo hec, ti šla po cesti z vozičkom, vse bojo vsi mislili, da je tvoje. To je bil prvi hec. Drugače pa nič me ni presenetilo, ko sta nam povedala, da je noseča, ker si je naša Nuša to ves čas želela. Tako ti je res zanimivo. Ona je vedno pravila, da tako je bilo fajn, ker smo bili skoraj tako, da 1 na 1, dejansko. Si kot starš in si hkrati kot zaupnik, kot prijatelj. Pa res, mi smo delovali na tak način. Mi smo se vse pomenili, otroci so imeli nek red, tako kot je Igor rekel, vzpostavljen je bil, punci sta to spoštovali, ni bilo nobenih težav. Zdajle mi je najbolj ostalo v spominu, ko je Nuša rekla, joj, veš kaj mi je bilo najbolj fajn, ko smo šli zunaj, ko je bil dež, najbolj je lilo, mi pa v baterije, pa marele, pa tiste dežne plašče, pa po lužah skakati, pa dodata mala živa, pa reče, kaj se spomniš, ko smo šli tja von Karolino graben po, tako se reče pri nas, eni taki, tak v gozdu, eni taki mlaki, po Laške zvončke v strani smo prišli domov, do vratu vsi, ampak res, in pol si mislim, kaj dejansko res daš otroku, kakšne spomine, In sem zadnjič se pohecala, pa sem rekla, kombi čakam, da bo Mateo shodil, da mi dva kupimo vse te škorne dežne, pa dežnik, pa gremo mi to po lužah čofotat, ker ogromno smo bili mi tudi zunaj, res, in okolico hiše sta urejali zraven, vrt, imamo tudi tak mali vrt, tam sta bili zraven, moja oma, se pravi zdaj prababica, je stara 91 let, doma imajo kmetijo, tam sta bile pri kravah, pri pujsih, vse sta to v bistvu spoznavali, Seveda so potem tudi prišli časi s telefoni, tablicami, mobiteli in vsem tem, ampak je fajn. In jaz upam, da bomo Mateja tudi vsi skupaj nekako na pravo pot usmerili. Absolutno, jaz ne mislim vzgajati njunega otroka, jaz pravim, to je njun otrok, jaz sem svoje opravila. Če pa potrebujejo na svet pomoč, kadarkoli, sred noči, vedno bomo priskočili, Ampak res, se mi zdi, da smo bolj starši za tiste stvari, recimo res za kako razvažanje kam, za ne vem kako ujčkanje mogoče, crkljanje, tako, Drugače starši pa naj po svoje si red naredijo, res, ne vem, meni ne bi bilo všeč, da bi nekdo meni pamet solil, isto zdaj jaz niti slučajno ne želim, da bi to počela in sem tudi rekla mojim, če bo kdaj tako tečna, me sem z lopato po glavi, se ono pohecamo, ne resno. Pa nič hudega, pa bomo odreli drugo frizuro, Ja, drugače pa, super je občutek, čeprav jaz priznam, da še kljub temu, da sta 2 meseca okoli, težko dojamem, da imam vnuka. Po eni strani vseeno mi je tako nenavadno, še glede na to, da res sem še dokaj aktivna, mislim, zelo aktivna, na večjih področjih, in mi to nekako tista babi beseda ravno ne sodi zraven, ampak ko pa pride, pa itak je cel telefon samo njegovih fotografij, pa najnega cartanja, pa vsega tega, tako da hitro pozabim jaz, da to nisem jaz, tako da fajn je, res. Priporočam. Kakšna si pa tašča? To bi mogli pa Sandra vprašati. Ne vem, kaj bi jaz rekla. Zagotovo nisem sitna, ne živimo skupaj, ona dva živita za sebe. Glede na to, da me kdaj pokliče, ko ima kako težavo v službi ali pa da kaj takega, recimo, se je treba pomeniti, jaz mislim, da
nisem glih neka sitnoba, sitna, no. Podpiram pač jih, ker potrebujejo pomoč, če se le da jim to omogočimo, ne. Zagotovo pa, tako sem rekla, mladi imajo svoje življenje, mi stari, no, imamo svoje življenje, naj si naredi vsak po svoje, ne. Ne bi pa recimo, ne vem, to včasih kakšne zgodbice, kje bereš, nagajanje taščev, onih hujskanje, pumpanje proti enim drugim. Ni to na našem repertoarju, res ne. Tako da jaz upam, da bo tako fajn ostalo. Vsako nedeljo so pri nas na kosilo, ker so pač čez teden, ne, pri sebi, oziroma v bistvu so pri njegovih starših v hiši spodaj, imata svoje stanovanje, luštno zrihtano, smo jim vsi tudi malo pomagali. Tako da, pa še čez teden pridejo, recimo, koliko pač seveda čas dopušča, logično, Sandro je že v službi, Nuša obveznosti z otročkom, pa s fakulteto tudi, ne, z učenjem, konec tedna se pa vedno vidimo, ja, tako da. Pa na morje smo do zdaj kar hodili skupaj, še nazadnje smo bili, ko je Nuša že bila noseča, smo bili še na Malti, lansko poletje skupaj, tako da, ker se da, no, pač, če imajo mladi voljo, jih vzamemo, povabimo zraven, no. To se mi zdi, da je en lep pokazatelj dobrih odnosov v družini, če otroci tudi v svojih mladostniških in zgodnje odraslih letih radi hodijo še s staršema na morje. Seveda, to je nekaj najlepšega, ne? Ker jaz kar težko razumem, ampak jaz včasih rečem, da sem mal pračlovek, ne? Ko mi rečejo, da 14-leten fant ali pa 13-letno dekle ne bi šla zraven na morje, na dopust. Tistih 10 dni pa 14 dni, ko so starši, recimo, ko imajo dopust skupaj, da je cela družina skupaj. In jaz to težko razumem in še težje razumem, da pa podležejo tej želji, ne. Mi smo hodili, ne, skupaj, tudi potem, ko sta bila že polnoletna, ko sta pač še nekaj časa pri nama doma živela, smo šli skupaj na morje. Mogoče sta šla kdaj malo prej domov in to je tako, ne, dokler ti skupaj živiš v istem gospodinjstvu s svojimi, je tako, ne, te skrbi, prišel domov, ne, avto parkiral, recimo, sploh potem, ko avto pride, nikoli ne veš, ali bo kakaj kohoj zraven, ne, mladi, ne, dobro, ne samo mladi, tudi starejši, ne, kdaj pregloboko pogledajo v kozarec, ne, in te je vedno strah, vrate so se sklenile, vse je okej, malo še poslušaš v redu in zaspiš, ne, v 10, 11. Ko pa grejo enkrat, ko si ustvaril svojo družino, ko grejo v drugi kraj, jaz sem pač srečal, da je to vse v isti občini, nekaj kilometrov stran, je pa tisti, čeprav se mogoče grobo sliši, daleč od oči, daleč od srca, ampak ne o tem negativnem, ampak ker naenkrat te več ne skrbi, ne? Ker oni so zdaj tam za sebe, oni so si svoje življenje ustvarili, seveda slišiš kakšno sireno mimo našega bloka, ne? In potem kao, ne? Pokličeš sina pa hčerko, se ti oglas, kako si, v redu, to se pravi ne peljejo tebe, ne? To je, ti še ostane, ampak pol z leti, pol tudi ne. In potem te pa strah, ne? Sploh ki je bil ta covid čas, ne? Vem, da je najmlajši vnukec, Luka Toni, prvi v naši družini, to je bilo še pred cepiva, pa se dobil covid, ne, in takrat, zakaj ga je on, zakaj nisem jaz, ne. Nismo vedeli, kaj bo, je bilo to kaj hudo, ne. In jaz vidim še zdaj, 3 leta kasneje, če je kje prihlajen, ne. Kako se tisti mali, ki je zdaj mislim, da je v 2. razredu, ne, kako se on to obnaša, tako vse nadelč, ne, takrat, da ne bo kjerga kaj okužil, ne, tako da samozaščitniško. Ja, proti drugim tudi, ne, da ne bo drugega okužil, ne, tako da je pa res, da je ta covid čas, je tisto, kar so prej opozarjali stran od računalnikov, stran od teh pametnih telefonov, je potem ta covid čas, ki je bilo je pa spet otroke pred računalnik spravil dobesedno in kar zahtevno je bilo tudi, da so tudi popoldne zelo mogli veliko delati, tudi cele družine so se mogli nabaviti, sploh tam, ko imajo več otrok, teh stvari. In takrat je pa prišla, jaz sem imel pač srečo, da sem šel takrat iz ETV-ja že stran in sem bil že doma, torej delaš v doma, kadar se ti pač ljub, če imaš SP. In sem imel čas, ko se je tisti pouk računalniški zaključil, in sem komaj čakal, da sem lahko šel po njih
in sem vse 4 odpeljal nekam, mislim, ne z avto, ne, ker smo se tudi takrat merkali. Jaz sem prišel z avto dol in smo potem z masko gol hodili vsak tako raziskovati, se ven iz občine, tako nismo smeli kaj veliko, ne. In smo raziskovali in hodili 2 ure, včasih kakšno žogo s sabo vzeli. In bistveno več, kot pa zdaj, ne, ko pa, ne, tako da nekaj je dal. Več smo se takrat mogoče družili, ampak je pa res, da smo pa takrat navadili otroke še bolj na to sodobno tehnologijo, ko pa jaz mislim, da bo, pa nisem proti njej, ampak se mi zdi, da bo treba spet nazaj v naravo, pa take klasične družabne igre, ne elektronske, ne. Ker zdaj včasih mi kdaj reče, se mi pa nimamo doma televizije, je pa kaj ti pomaga, če nimaš televizije, če pa cel dan na mobitelu, ne. S tem, da jaz oddelč gledam televizijo, če gledam tekmo, ti pa pač roko. Mene boli roka takole gledati, ne, in po mojem tudi ni fajn, ne, tukaj na blizu. Čeprav mi oni rečejo, da je tisto še bolj navadno za oči, ne, na delč, ampak ne vem, no. Se ne spuščam v to, ampak več se da časa za otroke vzeti, pa bolj koristno je, tudi za vnuke, da kam greš, ne, da kam pelješ. Me zanima, če bomo, ne vem, kako je bilo pri vas, Igor, ampak pri nas recimo, ko so punce začele hoditi ven, ne, pa so pa to bili koncerti, ne, pa recimo iz Rogaške, tam nekaj ni bilo, pa so bili Podčetrtek, pa so bile Konjice, pa je bilo Celje, pa je bil Ptuj, ne. Ja, jaz sem šel po njih. Ja, hvala, enako, to sem hotela zdaj izpraviti iz vas, iz tebe, pardon, iz pižama, pa ono. Ja, pižama, sam tisto neki čez, če je bilo bolj hladno, pa kakšne one športne copate, pa ko je poklicala recimo, ali smo se pa zmenili, naprimer, ne, glej, se slišimo ob enih, naprimer, ne, pa se je javila, skrb je imela vedno, obe, no, sta imela skrb, ste se javili, ne, je okej, še boste, vse v redu in potem, okej, lahko počasi prideš, ne, pa recimo do Celja imamo mi 45 minut, naprimer, do Konjic ravno tako, ko je tam Ptuj, isto, nekako tako smo bili, ne, locirane, in pol to mi ob 2 zjutraj v pižamah gremo po otroke. In ko si prišla? Ja. Si bila verjetno med prvimi, ne? Ja, ko si prišla po otroke in jaz vem, da sem potem dostikrat slišal očitek, ne? Joj, šele ko mi se je začelo dobro, ne? Ti si pa meni že to tukaj, ne, ne? zato ker smo se vedno zmenili, ne? Ona je rekla lahko ali pa bila bi še malo, ne? Ja. Pa Ampak smo se dogovorili tako. mi smo ponovadi v polnoč prišli, ne? Ampak jaz nekaj ne razumem, ne? Recimo v moji mladosti so se začele te zabave, sploh pozimi, v kakšni diskotek, ob 5 popoldne in ob 10 je bilo konec. In smo šli na ta zadnji avtobus. Zdaj se je pa začelo to, in jaz pravim, da tudi za starše zdaj to težje, se pa začne tam ob 10 recimo, ampak ob 12 šele gre mogoče na plesišče, ne. In seveda, če sem jaz takrat prišel, bi bil res malo, ne. Tako da smo se včasih pol tudi zmenili, malo kasneje za kakšno uro. Seveda si pa zelo pozorno spremljal, ne, kakšen se ti avto usedel, je bil kak cigaret, ne. In včasih je kdo, tudi sem kakšnega drugega soseda peljal nazaj in to je pa nasvet, ne. Ne zvečilko dati v usta, če kadiš, ne, ker se še bolj smrdi, ne. Ne vem, ko nisem nikoli. Se še bolj vidi, ne. Ja, ne, nikoli. Kako? Še nikoli nisem cigareta prižgala, pa ne vem, če sem v svojem življenju spila deci alkohola. Jaz pa sem, Jaz pa nisem. Na Fantovščini. Na Fantovščini tisti, ja. Ne, na Fantovščini pač tisto alkohol, ampak se spomnim, jaz sem veteran vojne za Slovenijo in ko se je v Pekrah začelo, smo bili mi vpoklicani, meni je zmanjkalo cigaret. Takrat sem kadil, ne vem, jaz sem velikrat prej nehal in vsakič, ko sem nehal, sem več kadil, ne. In vsakič, ko sem šteko kupil, sem imel tako slabo vest, da sem jo vedno razstalo. Nikoli pa nisem prosil za cigareta in ker mi je tam v tisti živčnosti zmanjkalo cigareta, in sem si jaz rekel, potem, ko sem domov prišel, evo, če sem zdajle en dan zdržal. In od takrat ga nisem več prižgal, ne, to je pa že zdaj 32 let, ne. Kateri so največji izzivi na eni strani in po drugi strani pasti tega obdobja, ki ga živite? Zdaj gledano v smisla starševstva, starega starševstva. Izzivi, ja, absolutno, da poskušam Mateju in vsem vnukom naslednjim, ki še verjamem, da bodo, da jim poskušam, no, vcepiti, pomagati.
pomagati, ker zato sem rekla, da imamo svoje starše, ne, da jim pomagam vcepiti neke vrednote, na katere bodo ponosni vnuki sami, starši in pa seveda tudi mi stari starši. No, res je želim, no, da otroci odrastejo v neke odgovorne ljudi, da se ne bi, ne vem, kako naj zdaj to povem, da ne bo mogoče zvenelo malo zelo strogo, pa vendarle, da se ne bi znašli v kakih takšnih zgodbah, ko smo jo bili deležni pred kratkim v Celju s tistim nasiljem. Res mene te stvari pa mene resno skrbijo, no. Resno, in so to pasti bodisi za otroke, starše, stare starše in vsi, ki nekako poskušajo otroka oblikovati v neko osebnost, ki bo znala živeti na kvaliteten, pa tudi legalen način. No, jaz mislim, da je danes ta svet tako nor, tako tudi, ne vem, nevoščljiv, da ne rečem pokvarjen, no, da smo še mi v bistvu stari starši, zdaj v tem našem primeru toliko mladi, da še dejansko bomo, upam, no, to vse spremljali, ne, odraščanje naših otrok. In jaz upam, da bo čim več, no, družin se nekako vpelo v to ustrezno vzgojo, da bo otrokom poskušalo dopovedati, no, kaj je prav, česa se ne sme, kaj lahko to za sabo prinese, ker je, ne vem, mogoče res otroci, vse puberteta dela svoje, no, ampak če mu dopoveduješ, če mu pokažeš, jaz upam, no, da toliko razumejo, da se potem ne zgodijo kakšne tragedije, ker je vse preveč je potem tudi samomorov zaradi takih stvari, raznih samopoškodovanj, hudih duševnih stisk, no. Pač poznam zadevo, tudi na lastni koži, zato in mene strese vedno, ko nekaj takega vidim, no. In si res sam želim, da otroci poskušajo, vsi, ne samo naš, da otroci poskušajo živeti v nekem sožitju, v nekem miru, v medsebojnem razumevanju, v prijateljstvu, ne pa v sovraštvu in nekem napihovanju, ne vem, nekih kvazi, ne vem česa, no, vesoljsko pomembnih stvari, ki to dejansko sploh niso, no. Drži. Tako je moje mnenje, no. Babi in dedi pa sta še tudi zelo ustvarjalna. Igor, pred časom oziroma pred kratkim si izdal že svojo 10. knjigo z naslovom Zamegljeni čas, medtem ko Nataša pa ima s knjigami opravka v službi, v knjižnici, doma pa zelo rada se ukvarja s kakšno kuho in pa z vrtom. Spravi, vsak gojita svoj prosti čas zelo skrbno. Ja, meni se zdi kar pomembno, ne, da poleg tiste najbolj pomembne stvari v življenju, zaradi katerega mislim, da smo postavljeni na ta svet, je to, da si ustvariš družino, da vzgojiš otroke, da pomagaš potem svojim zgledom, pomaga tudi svojim vnukom, pa jaz upam, da tudi pravnukom, da jih bom tudi če dočakal. Tisto, kar sem prej omenil, tega me je malo strah, tudi včasih v kakšni kolumni to napišem, tudi kakšno oddajo sem že na to temo posnel. Ta sodobni, hitri, digitalni svet z vsem, kar prinaša, se mi zdi, da je bolj navaren, kot pa včasih, ko smo mi kje na kakšnem drevesu delali kakšno uto, počas tudi zgrmeli iz tistega drevesa na hrbet. Se mi zdi, da je ta čas bolj navaren, ker takrat uto nas ni delali njih veliko, zdaj smo pa vsi nekako kar porinjeni v ta en čist drugačen svet. Če bi mene kdo vprašal pred 200 letom, pa 30 letom, ko smo se mi osamosvajali, ko so nekakve države se lahko osamosvojile, da bo še kdaj prišlo do kakšne vojne, tam delčke je deža, da bo pa tukaj na evropskih tleh, si nisem mislil, niti si nisem mislil, da bo lahko en tak mehni virus cel svet, ne sem Slovenijo zaprl med 4 stene, ustavil prosti tek. In zdaj vem, da se nam lahko dogaja, zato je moj nasvet, uživite v krogu svojih domačih, pa v krogu vseh tistih, ki na svet
gledajo s srcem, pravijo, da se ne da, ampak se da. Sej, če vklopiš empatijo, da ti je kaj tudi za sočloveka, da ti ni čist vse, pa da se vprašaš, zakaj je nekdo na invalidskem vozičku, ali pa zakaj je nekdo mogoče drugačen, da mu poskušaš po svojih močeh pomagati, potem se mi zdi, da se lahko pol iz tega sveta tudi posloviš z nečem, da si rečeš, saj sem pa nekaj naredil. Ne? Jaz pa še včasih kaj napišem. Ne? Odlično. Nataša, še kakšna tvoja sklepna misel in želja? No, glede na to bom nadaljevala malo Igorjeve, tam, ki je rekel, ne, dajmo nekaj ljudem. Ne? Recimo jaz v moji službi, pač kot vodja knjižnice, res ves čas gledam na to, da čim več, kar lahko knjižnica ponudi, ker je knjižnica, pravim jaz, njihova pravica, ne? Ni zdaj to pač, da imamo mi tam službe. Ne, pač nekdo mora biti direktor, nekdo mora biti zdravnik, nekdo mora biti, ne vem, pač nekaj. Jaz sem pač v tem primeru zdaj direktorica in se ves čas, res ves čas trudim, da ljudem dajem neko tudi duhovno hrano, ne samo recimo tiste knjige, ki jih pač si sposojajo, ampak da jih, tako kot smo recimo, Lojze, vse si videl, ne? Ko smo recimo gostili Martina, ne? V Rogaški, ko je bilo tako zanimanje, da smo mogli seliti iz knjižnice v kulturni center, kjer je potem nas poslušalo 300 ljudi, ne? In je se o tem dogodku govorilo še pol časa. Ne? Jaz pravim to, treba je res se približati ljudem v tem času, v katerem res tako noro nekam drvimo. Meni tudi so medsebojni odnosi veliko pomenijo, no? Moram reči. In sem zelo vesela bila tega povabila danes v studiu. Zelo vesela, da sem spoznala še Igorja in seveda ostalo ekipo, družine Lojzeta sem pač že imela priložnost poznati. In bodo ta naša srečanja meni osebno res ostala na eni taki posebni ravni, no? Nekih novih doživetij, pa mogoče tudi čez kako besedo komu ponudim kaj takega, kar recimo niso prej bili pozorni na kakšne te stvari. Tako da hvala, no. In jaz upam, da se še srečamo, pa še kako rečemo, kdaj kako pametno na to temo, ne. Tako. Najlepša hvala tudi vama, Nataša Koražija, Igor Gošte, ker sta bila gosta oddaje Reflektor. Hvala tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej, še posebej na družbenih omrežjih. Najdete nas na Facebooku, Instagramu in YouTubeu, seveda, če vtipkate oddaja Reflektor. Hvala še enkrat in lep pozdrav do prihodnje oddaje.